No, da je pa cajt za štrom potegniti, za daljnovod. Tamle ga bomo potegnili, pa na tale mlaj. Kaj to zabava je, morje in dopust. Ne vem, ker nekaj let si trgam že od ust. V žepu suša, v loncu zelje in krompir. Preveč sem se sekiral in dobil še čir. Zidam dan na dan. Prostih ulic ne poznam. Zidam dan na dan. Kreditov le še 5 imam. Zidam dan na dan. Prostih ulic ne poznam. Zidam dan na dan. Kreditov le še 5 imam. Prvo smo zajlo potegnili, pa flit na kabel gor z zavezicam. Na vsak meter, da fez drži. Pa imam pa tamle še šponar, da je zategnil. Je pa precej vroče. Maruša je pa že tudi navličena, prav da prepočas devam. Ampak se traktor to zdvigne, da imam na prav višin, da ni vse tako lahor. Tako da ja, se ni nič hudega drugačno. Je tak fleten del. Nič, moram devati. Dokela moram še prijeti. Pa sem pri šponarja. Evo, tega nam dele zavrtu, da sem našponal, zato da ne bo tako trapast visel dol. Kršu. Sam še z drugo rokom rabo, da tole držal. Ajde, živ. Kako so fantočke pocahnane. Tlele je pa čista nula, tale žabljiček. To pa treba že Darja počakati, da vidimo, ko je naredil. Drugač pa daj, ki se količen se da, ker ima že po prostorah hoditi, ba rekel. Saj da spodem štukno, a te zgoraj niti ne. No pa pojmo čez prostore, pojmo pogledati tole bajto, kako je narejena. Tok, 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 tok. Welcome to my crib. Ni šel rad, tako da. Je pa hotel, to sem pa ugotovil. Ja, to je. No pa pridemo noter, evo. Pridem čez vhod not. Prideš noter, najprej stopnice, pa direkt naprej teraso. To se pravi, se čez bajto vidi. Greš lahko sem skozi, ja. Pa zvonik klele stena, greš malo okrog, klej kuhna, pol je jezilanca, pa taka mini dnevna soba, vsaj tako pač zelo mini. Ful mini. Optimalno bi temu rekel, saj ne rabiš veliko. Klej pač dnevna, klej izhod na teraso, terasa je pač tako, ne vem, terasa je tako velika, kot dnevna. Tako da je malo več recimo. Klej pač stena, kjer pridejo gor v 5 stopnice. Soba za goste, kjer boš spal, pol je kopalnica, spet precej mini, shramba. Da je pa to treba še nekako v realnost spraviti. Ja. To se pravi tle konc terase, tamle se praktično bajta začne, gre tega količka sem, noter, kje, na ta količek, na ta. V glavnem bi rekel, da je kar dosti enih vogalov, kva? Definitivno je precej vogalov. Ja, če imaš v H hišo, je dosti vogalov. Lahko bi imela samo pravokotnik, ampak... Pa to vno si v kostrih odival. Celka pa enih frčat, pa enih jajc. Ja, se viš, kako je bilo, ko smo go les sekati. Ja. Lesa bilo pol manj, če ne bilo tega treba. Kvaj bom ga lesa, to se pa dobro spomnim. Saj ima še malo posnetka, ampak to ne vem, da takrat poj noter lahko še malo povejo, kako je bilo s papirjem, pa mislim, da sploh do tega priješ, da se to da sploh, da se sploh začne dogajati. To sem jaz čisto izpustil, jaz sem šel sam direkt delat pa to snimat. Ampak to imaš ti spet timov več pojma. Ja, saj takrat, ko sva to delala, si dobesedno spustil to. Sem čisto spustil to. Ja, saj zdaj je bolj vsati del. Ja, najprej moraš v bistvu zrisati, a ne, hišo. Sploh najprej, kaj bi sploh želel, a ne. Pa, se pravi, ideje skaj pogoniti, ja. Pa bajte gledati, pa ja, Pinterest gledati. Ja, Pinterest. Ne, jaz sem gledala te nepremičninske agencije, ki imajo full serijo od tega v Ameriki, a ne, sam kakršnekoli ideje z Amerike je full težko kle spraviti, ko nimajo itak pač. Podnebje drug. Čist drug podnebje, pa a ne, zaradi tega tudi čist drug način gradnje, pa full bolj je razgiban. Pa kle si zelo omejen z OPN-om in moraš, enostavno ne moreš toliko razgibane, ne strihe, ne bajte narediti, ne noči in pač grobe ideje lahko tam pobereš.
To je pa to. Pomoč pa pač idejo dobiti. Pa arhitektu to predstaviti nekako, Ja, pomoč to arhitektu predstaviti. pa se pa začne Potem komplicirati. se pa začne to komplicirati, pa traja, da se zriše. To smo delali čist predolgo. Ampak, mislim, veliko lažje je vzeti, kako se temu še reče, pač tipske načrte, da je to že zrisan, narejen, ker pa sem to vzameš, prilagodiš na OPN in vložiš za gradbenega. Ne? Zdaj je pa par let pač nova zakonodaja, rabiš ti projekt za gradbeno dokumentacijo, po mojem, da je to, pa pol projekt za izvedbo in je treba vse papirje samo za gradbeno in pol začneš delati še papirje za projekt, za izvedbo in pol to traja, no mi da sva to delala. Prvi sestanek sva imela 3 leta nazaj. Tako da. Ja. Ampak sva res počasi delala, res počasi. Ja, to je za poudariti, da nama se niti ni tako modilno. Nič. Pač, Ja. v bistvu nič se sploh ni modil. Ja. Saj šla, ko se je dogajalo, tako se je dogajalo. Sicer dobro, zdaj, ko se orang dogaja, pač ko se fizično dogaja, je treba malo pojačati, ne? Da ne bomo tudi pacali 5 let za brez vize. Ja. Mislim, če jo finance dopuščale, saj to je Ja, to je ogromen tudi, del no, celega zaradi tega projekta. sem se tudi odločila za zidano hišo, ker financiraš počasi. Eno fazo, pa tako, pa pol itak najraž manjka, pa pol malo počakaš, pa pol malo štemaš, pa te zadeve, karkoli pa suhomontažnega, pa pač denar naprej, pa ponovadi je tako vse na ključ, dobro si se lahko zmenil za to tretjo gradbeno, ampak enostavno rabiš imeti ful več denarja na zalogi ali pa pač kredit do konca življenja. Tako da klasika, po mojem, da še vseeno zmaga, je pa ogromno dela. Pa če ima kdo kaj znanja doma o tem, pa če je les doma, pa take zadeve, je to kuj malo lažje. Da se malo prišparati, če sam kaj narediš. Drugače pa ja, dosti teh papirjev, pa pač te ideje skupaj nabrati, se mi zdi, da je tudi kar projekt. Čim več, ja, odbajte, čim več govoriti, pa čim več Ja, gledati. zanimivo je to, da ko začneš papirje delati, pa pol, ko imaš gradbenega, pa pol PZI, da takrat bi tako že vse drugače naredil. Se pa vlagamo za te spremembe, pa to, ampak le. Pa se je bilo, da veliko nismo spremenili, se načeloma je kar v redu. Ja, ta glavne stvari smo spremenili, ne? A je osnovne? Ja, osnovne, ker najprej je bilo mišljeno, da bo hiša na prvotni višini, se pravi, to bi bilo, koliko je, 1,30 m pod cesto. Ja, skoraj. Kar je To pa ni malo, nič. ne bi bilo lih čisto okej, ker tu imaš vso vodo direkt s ceste ti teče v hišo, direkt, ker še vhod gleda po cesti. Ja. To smo se pol, po avgustu 2023 odločili, da to ne bo tako, da je to treba spremeniti. Ja, pa itak pridem do gradbenega, sploh prijel še ni bilo tako zelo stroškov, pač pol do unga arhitekta plačaš, pa komunalen, to sploh ne bom komentirala, to pač so kar visoke cene. Ja, to je do občine verjetno, Ja, bližje klele na Gorenskem, ki si okrog letališča dražje. Pa saj je to povezano tudi s standardom, pač je tako, kot je, to moraš plačati, nimaš izbire, pozabiš, da si plačal in to je to. Če to plačaš po kvadraturi, a ne? Ja. Pod Lorisu, a kako? Se ne vem, kako točno že je, ampak tudi je odvisno, koliko ti občina nudi, kanalizacija, vse ti pač gleda, vse je optika in vse to in pač več, ko ima občina stvari višje, ker je standard občine dražje. Pa ko plačaš komunalnega, pa pač izdajo gradbeno dovoljenje, to imaš itak milijon enih unih taks, ampak to je vsakič ne po 40 €, se to ne nanese veliko. Pa se pa začne PZI delati, pa gre pa to k statiku, pa elektroinštalacije, pa strojne inštalacije, to pa itak vsak ne, po jurja, 2 jurja, ne pa se neki na koncu. Maksimir, da pusti kolesarja, pusti ga, pusti. Vsak nanese, ampak papirji na koncu, koliko pa nanese papirji? Dobro. Recimo komunalen, pa papirji vse skupaj po mojem, da mislim, koliko je to kolesarjev, no, tim obsusov, gledaj zmašali. Pusti. Da pa ne mara kolesarčkov. Ne maramo kolesarjev. Mirdej. Papirji pa komunalno bi rekla, da če nimaš 30 jurjev na štima, jih pač ne začni. Ker težko priješ skozi, razen če vzameš, še če tipske načrte, pa vse to vzameš, nekaj nanese. To se pravi okoli 30. Ja, Prej ima več, verjetno še. Ja,
Ja, več. Ne vem. 30 do 40, vse sem meni tudi vsi rekli takrat, pač 30 do 40 so papirji, pa naprej, ne, pač s komunalen ima ured. Pa je, da se naredi ta PZI, pa vse te zadeve, da pol pač imajo majstri kaj za pogled, ko pridejo. Je pa to pol tok map, jaz imam to za celo škatlo in pol se vse znajdeti in pol to vse prebrati in vse pregledati. Pa še to, ko gledaš, še itak napake vidiš not. Se to je pametno, dobro, da se smo bolj podstopili to gledati. Ja, zato, ker mislim, pač itak so napake in pol pač popravijo, ne popravijo, kakor je. Ne, mi doma recimo za ogrevanje na prvi strani napisan ogrevanje s toplotno črpalko, naslednji odstavek. Geosonda ni predmet tega projekta, naslednja stran ogrevanje z geosondo in zemeljskim kolektorjem. Pač kar nekaj, tako 3 vrste ogrevanja na enem projektu, ampak dobro se pol tam v popisu del, pa vse to je pač navadna ta zrak, voda, toplotna črpalka, taka, kako bo, ampak pač toliko enih besed je v tem, da itak napake so. Ja, to so orangbukli. Ja, sem pač take zadeve, ne fino, da greš čez, da pol, če te kdo karkoli vpraša, ne da pol tam gledaš kaj en tele, da saj veš, ki načrt odpret, pa da pogledaš. Ampak saj ti še grejo meni, recimo elektroinštalacije, sploh ne vem, kva gledam, to pojma nimam. Tega še, mislim, sem šla malo čez, ne še veliko, pa imam pa še statiko, pa še strojne. Zdaj sem šla čez na arhitekturo, 2 pa še imam. Sem se ponovno zmeri vsak majster, ki prije pojske, malo pogledamo, pa malo kakšno rečemo. Ja, pa vsak ima 6 novih vprašanj glede stvari, ki sploh ne vem, pa pomenijo. In je to tudi težko. Pa z nadzorem moramo tudi, saj zadnjo smo pojmo več govorili. Da pa ne kdaj bo naslednjem prišel. Verjetno zdaj ko zidar, moraš malo enkrat poje. A ne, pa pol recimo sem gledala v pralnic, a ne, ko so pralni stroji, nimava na tleh predvidenega nobenega odtoka. To je pač meni neumen. Nekaj mora biti šele izpusti. Ja, itak, pralna stroj se vidim zdajle doma, pa je spustil, cela pralnica mokra, ampak pač je odtok sam pobrišaš noter, a ne, kaj boš kle, ko ni nič. In to je treba, ne, že zdajle pola reči, da se da še en odtok tam noter. Že to, a ne, ko v novih hišah, recimo tudi v kopalnicah ni odtokov, teh sifonov na tleh, pač itak je grdo, ful. Pa pol ti še lahko smrdeti, iz tega začne, če voda izhlapi. Ampak ja, če ti pač kopalnica poplav, gre tako po celi hiši. Na hitro kratki zgodovini, kva preko. Zdaj pa, za vse leto to, pa naprej, ki pridejo šopat, pa itak še. Tih epizod bo še precej, tako da še, mislim, bomo še marsikaj povedali, pa pokazali. Evo, divamo, naprej. Zdaj pa Adil prišel, bomo pa začeli počasi zgraditi, pa naprej divati. V glavnem, kaj ne rečem, jaz sem drugače delal lih pred Radgonom, bomo predvsej gužbo, tako da me tudi delal cel tedenov, praktično še več. Bodo mogli tleta domač malo slikati, pa bomo slike gor pošiljati, da bomo na takočem, da ne bojo kaj ga srali po svoje. Tako da ja. Tamle je treba še materijala dodati, smo nekaj majhen premal, svibro ploščo, žoka, kele še enkrat požoka tudi malo. Za vsak slučaj. Drugač pa pravo je prej pravil, da vibra plošče, da bolj prbije od tlaka pa recimo valar. 8-tonsk valar je nekako primeren s tisto vibro plato, da bolj točkovno zvibrira pa dol prbije. Jaz sem bil siguren, da s tismo valarjem, ki smo mi volali, da je bolj naredi, pa vibra, ampak gradbenik je tako rekel. Pa ne vem, kaj je prav. Naja, in teden ni bilo, ko smo bila v Radgon, doma je bilo pa tako. Prvo so stene pocahnali tako, da sem imel malo občutka, po je bilo pa treba kopati, pa cevino odpokladati za kanalizacijo, za elektriko. Tele načrte smo majhen tudi sami prilagodili, malo optimizirali, zato ker pač arhitekt naredi čist po regalcih, pa morbiti ni lih čist kot treba, no. Teren so imeli dobro prištiman, tako da jih ne nič zabavali, no. Takrat smo fejst tamponom nasuli in so pa izmetali tele cevino tik-tak, pa valanc je bil še. Vse pa kar nekaj nabere te robe. Itak, za WC-je, pa za utoke, pa razne elektromarce, pa do vode sem, pa je kar dost. V glavnem, to je sam za tle spodaj, kar pride v temeljno plato zaliti, ali pa že v podložen beton v bistvu, no. Poj pa to itak se še nadaljuje po stenah, pa po drugih platah.
Pa je bil pa cajt za naslednji korak. Začeli so šolati za podložen beton. Podložen beton bodo vlili približno 10 cm oziroma odvisen od terena. Bistvo tega je, da izravnajo teren. Pride pa tudi majhen širi, mislim, da je 0,5 metra širško, kar pa je temeljna plata. Vliva se pa tudi brez železja. Spomni se na božično noč. Vse ti dopa, ne? Zavriška